Današnji večer bomo posvetili profesorju, likovnemu pedagogu, slikarju, grafiku, kiparju, scenaristu, pa tudi dedku, očetu sinovoma in še vrsto let soprog Duški, tudi kolegici na osnovni šoli v Zrečah. In nenazadnje letošnji nagrajenec in prejemnik občinske Prešernove nagrade za 40-letno izjemno uspešno likovno ustvarjanje in uveljavljeni opus, ki je dal neizbrisni pečat slovenskim konjicam. Nekaj dni predtem je praznoval tudi osebni praznik, pol stoletja in še desetletje zraven. Čestitke in vse dobro ti želim. Za čestitko ob prazniku Monika Klančnik, učenka solo petja pri profesor Andreji Obrulj, ki se bo predstavila z 2 pesmima, in sicer Benjamina Ipavca V tihi noči in pa Nikdar nisem me vprašala. Mlada pevka. Likovnega pedagoga. Ni moj namen ocenjevanje razstavljenih likovnih del, temveč pogled na mlajšega kolega, pedagoga, ter pogled na raznolikost njegovega ustvarjanja. Didi v sebi nosi nešteto slik, vse se izhajajo iz njegove notranjosti, želje po ustvarjanju. Pri tem naleti na številne probleme, bodi se na strokovni, emocionalni ali morda tudi na družbeni plati. Vse te probleme rešuje s filozofsko natančnostjo in z razmišljanjem, izkorišča trenutne situacije in išče izhod tudi na drugačen, realističen način. Zaveda se tega in tudi upošteva, da mora najprej prehoditi študijsko pot. Najprej risba, nanašanje barvnih in likovnih elementov na neko osnovo. Ne posnema narave objektivno, temveč jo po lastni presoji in premišljenem postopku preoblikuje in ji daje popolnoma drugačen videz stvarnosti. Banalno preslikavanje vizualne percepcije nikdar ne pripelje do uspešne likovne rešitve. Posnemanje nekaj hiperrealizma praviloma nima večjega pomena, medtem ko nas ekspresivnost in barvni kontrasti modernega slikarstva povsem prevzameta ter umsko zaposlita. Estetski red je drugačen, v nas zbudi posebno občutek časa in prostora, daje nam nove vsebinske vrednosti. Milan Lamovec je eden tistih likovnih ustvarjalcev, katerega umetniško ustvarjanje ne moremo razumeti, če se ne poglobimo vanj na kompleksen način. Njegov dosedanji opus je sestavljen iz vrste ciklusov likovnih del, ki pa niso ločene celote, temveč jih logično povezuje med seboj močna avtorjeva ustvarjalna osebnost, katera poseduje vse bistvene prvine likovne senzibilnosti, dojemljivosti in individualnosti izpovednega izraza.
Na poseben način razmišlja o osnovi osebnega likovnega sloga, še zlasti pri izbiri primarne tehnike. Pri likovnem snovanju daje prednost na običajnem načinu obravnavanja likovne snovnosti, vendar je v likovnih delih čutiti prisotnost eksistencialistične figuralike, lirike, skratka ustvarjalca in filozofa. Morda še to. Njegova barvna paleta je odvisna od trenutne senzibilnosti usmeritve, optimistične, svetle, kontrastno, pesimistično temne. Elementi v prostoru so razporejeni v kompozicijsko čvrsto zgradbo. Ravno v tem je čar njegovih šopkov, rošnih pejsažev, različnih barv in oblik. Ob vsakem pogledu se nam prikažejo v drugačni, v gledalčevi subjektivni podobi. Njegova likovna dela ne potrebujejo podnapisov. Še tako pasivnega opazovalca prevzamejo emocije in ga aktivirajo do te mere, da lahko vzpostavi osebni kontakt z likovnim delom. Tako je avtorjeva naloga v celoti realizirana. Arpa Čalamon, likovni pedagog. Lovra Leskovarja, učenca 6. razreda kitare, ki pri profesorju Janezu Senegačnikov. Zaigral nam bo Roblesa, El Condora Pasa ali Condorjev let. Izvoli, gospod. Šopkih, ki jih danes predstavljam, bi pa tole povedal. Začetek je nekje par desetletij nazaj in mislim, da je, sem prepričan, da je to Duškin maturantski šopek. Je. In ko sem jaz ta šopek zagledal, si rekel, tole moram naslikati, ker je nekaj fantastičnega. Kako je ta to suho cvetje v eno gmoto, kako se stiskajo skupaj, ne? In štrli kakšna vejica iz te gmote. Tako recimo, ko vas vidim, lahko bi rekel, da smo šopek ljudi skupaj, te majhne prostoru, da delujemo kot šopek. In to je čudovita vsebina, ne? Če se ljudje, kako bi rekel, kar po domače štimamo, ne? Če se upoštevam, tako dalje. No, in ti šopki so recimo nastali iz tega enega majhnega šopka suhih rožic, cvetlic ali cvetlic. In cela serija je nastala. In še bom napravil, zato ker je izredno vtis napravil name. In skromen šopek, suh, tak kepica majhna, ampak neizgledno sugestivno. Kaj bi še povedal? Kaj bi še bilo za to povedal? Hvala za vaš dragoceni čas, da ste si izbrali, mislim, da ste se odločili, da pridete, da ne pozabim, bi najprej mlado pevko povalo. Mlado pevko. Namreč sem ji pripravil spominček. In to je takole. Tule je, poglejmo, Juri, sveti Juri, na konju. Torej, kaj ti naj rečem? Čakaš na princa?
Recimo, da bom pa prišel na delno konjo. Ali z dveli Mercedes. Hvala ti za obrano petje, res legalno, res občudujem vsakašno umetnost, vse kar je umetnost, smo vezali, če bi čudovito plesala, bi tudi čudoval, zato ker pa čudovito poješ in pa čestitam. Povabil bi še Lovra, učenec Zeniške šole, moj učenec. Dobro, čestita. Gled, tudi zate je tale Juri, ampak tale Juri, veš, se bori za Marjetico, ne? Za svojo stranko. In boš tudi moral se boriti. Ne bodi lahko. Torej, za našo Metko, zahvalo za povabilo, da razpravljam v tem prostoru, spominček seveda. Je pa imaginarno drevo. To je tisto, kar je nekje v neutralnosti človeka, recimo drevo je simbolno zame izredno sporočilno. In Mi pa tudi tebi v imenu društva knjiga Radovana Miliča, Verenik gospodar Vod. Knjiga se na nek način dotika, bom rekla, dogodkov ob zadnji, kako narečene, vojni, ki je pač razdelila bivšo skupno državo. Je zelo aktualna. Ja, hvala lepa. Razstava je odprta.